Mati narava je tako, vse mogoče ne moramo biti zmeraj pripravljene prilagoditve. Ja, je boljš. Občasno imamo tudi kakšne baby boome, ko se na kakšen dan rodi bistveno več otrok, kot sicer. Jaz sem Selma Siter Golob, sem pediatrina in neonatologinja v porodnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. Smo imeli tudi že po 14 otrok na en dan, zdaj nazadnje smo imeli pa pred 3 dnevi 8 otrok. Tle je zelo pozitivno delo, večina novorojenčkov je zdrava, tisti, ki pa rabijo kakšno prehodno pomoč, smo pa tukaj, da jim lahko pomagamo. Tako da je v bistvu zelo nagrajujoče delo, da pomagaš novorojenčkom. Stokanje se je zdaj že malo umirilo, tečemo 10 ml na uro. Na kisiku počasno lahko nižamo. V bistvu me je pot kar sama vodila v neonatologijo, ker so mi takrat, ko sem dobila mentorja za specializacijo pediatrije, dodelili dr. Cerkvenik Škafarjevo, ki je bila tudi takrat direktorica v tej ustanovi in je bila pol tako dobra mentorica, da me je v bistvu navdušila za ta poklic neonatologa. Se mi zdi, da se v naši porodnišnici res trudimo lepo poskrbeti za mamico, tako da sem bila tudi v vlogi pacientke porodnice tukaj zelo zadovoljna. Ja, tudi moje 2 hčerki sta bile obedve rojene v kranjski porodnišnici. Najtežji dogodek je v naši porodnišnici je v bistvu reanimacija novorojenčka, ko se otročko v porodu ne godi tako dobro, kot bi si želeli. Tako da takrat imamo na srečo dobro ekipo, ki se skupaj potrudimo, pa stabiliziramo otroka in ga potem za nadaljnjo obravnavo premostimo na terciarni center. Spremljamo vitalne znake, frekvenco pulza, saturacijo, frekvenco dihanja, temperaturo, krvni tlak. Imamo tudi zelo odlične sestre, s katerimi dobro sodelujemo in potem smo skupaj ena dobra ekipa, da zmoremo tudi te težje izzive. Odpusti so večinoma 2. ali pa 3. dan, v kakšnem carskem rezu mogoče še kakšen dan več. Če imajo pa otroci kakšne prehodne težave, pa včasih potrebno majčkeno podaljšati hospitalizacijo, ampak načeloma v roku 1. tedna so vsi že doma. Se mi zdi, da je to obdobje res tako namenjeno prvemu spoznavanju, tako da se mi zdi, da večina glavnih težav se potem pojavi šele doma, tukaj se pa predvsem osredotočajo na dojenje, tako da jim poskušamo vse osebje najbolj pomagati, da lepo dojenje steče. Ja, novorojenčki še niso sposobni tako dobro uravnavati telesne temperature kot potem večji otroci pa odrasli, tako da je pomembno, da jih ne izpostavljamo preveč hladnemu okolju, pa tudi ne pretirano vročemu okolju. Potrebno je, da se prostori ohladijo, da se izogibamo močnemu temu opoldanskemu soncu, najbolje, da starši takrat, kar ostanejo doma v hladnih prostorih. Pomembna je skrb za dobro hidracijo, tako da včasih je potreben tudi kakšen dodaten podoj. Da jih mogoče novorojenčki so zelo, zelo občutljivi in v teh prvih dneh hitreje izgubljajo tudi na telesni temperaturi, ali zato, ker ne znajo tako dobro uravnavati telesne temperature. In je treba tudi paziti, da niso preslabo oblečeni. V poletni vročini se pač treba prilagoditi zunanji temperaturi, ampak se mi zdi, da mamice prepogosto mogoče otročka premalo oblečejo, ker pri njim pa delajo hormoni in njim je vroče in potem si sploh ne predstavljajo, da je otroku lahko prehladno.